Lepo pozdravljeni. Žal moramo ugotoviti, da v časih, ko je prva in pravzaprav večinska pozornost usmerjena k politični krizi in elementom te krize, ki se kaže na različne načine v Sloveniji, izgublja problematika konkurenčnosti gospodarstva, žal tudi na operativnem pomenu v slovenski vladi. Ministrstva že delujejo ohromljeno in to mi opazujemo skozi dialog, ki ga imamo s posameznimi ministrstvi o naši agendi 46+. Gre za programe, konkretne predloge sprememb, s katerimi smo že na vrhu gospodarstva pred dobrima 2 mesecema obvestili vlado, obljubila nam je sodelovanje. Mi se še vedno dobivamo vsak teden z ministrom Žerjavom in z njegovimi sodelavci, tudi o vprašanjih, ki se tiče drugih ministrstv, vendar potem vidimo, da je minister osamljen v vladi, ko gre za to, da je potrebno hitro spremeniti okoliščine za poslovanje slovenskega gospodarstva. Torej, nahajamo se v nekem rigidnem okolju, ki ga zaznamuje velika počasnost v reakciji na neko našo zahtevo, ugotovitev. Žal se to povezuje tudi s političnim kadrovanjem, povečuje se plačilna nedisciplina in nazadnje še vedno govorimo o naraščajočem, šibkem pravnem varstvu za poslovanje na vseh področjih. Gospodarska zbornica je med drugim pripravila tudi nek poseben nabor razvojnih investicij, razvojnih programov, ko imenujemo, gre recimo za hidroelektrarne na srednji in spodnji Savi, za širokopasovno omrežje, za energetsko prenovo stavb, za dokončanje projekta Luka Koper, za dokončanje cest, za izvozno strategijo za mala in srednja podjetja. Po naših ocenah nismo tega privlekli za lase, kot pravijo, ampak res zelo natančno analizirali, bi lahko v enem letu odprli na vseh teh področjih 30 000 novih delovnih mest. Večino sredstev za te projekte bi lahko dobili z evropskih virov, tudi z Evropske investicijske banke, EBRD-ja in tako naprej. Le manjši del bi morali prispevati v obliki svojih zemljišč iz Slovenije, pa tudi ti projekti stojijo in nihče se ne čuti dovolj kompetentnega in odgovornega, da bi to pognal naprej. V takih razmerah so dodatne obremenitve za obnovljive vire energije in za soproizvodno toplotne in električne energije pravi šok za gospodarstvo. Ta šok bo recimo prinesel povečanje v enem letu iz dobrih 56 milijonov na preko 130 milijonov, dodatno pa bodo trošarine prinesle še 55 milijonov, seveda gre tukaj za obremenitve gospodarstva, kar pomeni, da se bo zmanjšala konkurenčnost gospodarstva. Z davkom na pijače še dodatno neposredno 14 milijonov novih davčnih obremenitev. Zato mi pozivamo Ministrstvo za infrastrukturni prostor, da z uredbo razbremeni energetsko intenzivna podjetja ter tudi spremeni energetski zakon in zajezi tako imenovani sončni balon. Ministrstvo za finance napoveduje za 50% dvig trošarin na energente. To bo pravi infarkt za gospodarstvo. Se naša trošarina za elektriko recimo presega v nekaterih primerih tudi do 10-krat trošarino v drugih državah, kot recimo v Italiji, ali pa do 3-krat, kot je v sosednji Avstriji. Skratka, mi že sedaj plačujemo kot trošarinski dodatek obremenitev gospodarstvo najvišji dodatek v Evropski uniji. In hočemo le povprečne pogoje, tako kot jih imajo naši konkurenti v sosednjih državah. Tudi davek na pijače bo dal na konkurenčnost in delovna mesta. In tukaj je izgovor o javnem zdravju, le paravance študije kažejo, da bomo potem potrošniki segli po nekih drugih nadomestkih ali pa seveda bo zaživel črni trg. Zato se na koncu moram dotakniti še recimo temu strateškega vprašanja in razmišljanja. Ko se pogovarjamo o tej državi, ali šparati ali ne šparati. Ker konec koncev te trošarine, davke, takse in tako naprej uvaja država zaradi tega, ker mora, kot pravimo, povezati konec s koncem. In napačno povzemajo v Sloveniji svetovno ekonomsko misel tudi Nobelovce, da je šparanje, se pravi zmanjševanje javne porabe,
napačno zdravilo za gospodarsko krizo. Mi pravimo, seveda moramo šparati, ne pa povečevati davkov in prispevkov, vendar pa potem ustvariti za javno porabo tudi nek nov investicijski cikl, neko novo potrošnjo, ki pa bo zagotavljala delo domačim slovenskim proizvajalcem in bo v Sloveniji odprla delovna mesta. Ker če bomo mi samo povečevali potrošnjo in s tem kupovali, ne vem, če sem zelo neposreden, Samsungove telefone, pa je korejske avtomobile in belo tehniko, ki je narejena, ne vem, na Kitajskem ali po Turčiji, domačemu gospodarstvu na ta način ne bomo koristili. Mislim, da ta prispevek Slovenije k iskanju izhoda iz krize ni pravi, zato bomo mi v naslednjih dneh intenzivirali naše odnose tudi s predsednikom vlade, v tem trenutku, ko je vlada precej hendikepirana, kar se tiče delovanja, mislimo, da je to tista instanca, preko katere moramo ukrepati in zahtevati spremembe, če hočemo dvigniti konkurenčnost slovenskega gospodarstva. Ja, mi si v slovenski industriji jekla tega ukrepa oziroma tega zvišanja davka ne znamo drugače razlagati, tako da gre ali za neko sabotažo, ali gre za nek dobro izmišljen ali pa dober lobističen projekt fotovoltaike. Enostavno to kaže na to, da se ignorirajo vsa prizadevanja, ki ga v gospodarstvu kažemo v zadnjem obdobju, ko poskušamo na vse možne načine se spopadati s krizo po svetu. Namreč mi takih dvigov prispevkov enostavno ne moremo preslikati na svetovnih trgih. Naša konkurenca, primerljivo z nami, plačuje 15-krat nižji prispevek za obnovljive vire energije. Mi smo že do sedaj plačevali 5-krat višji prispevek kot naša konkurenca v Nemčiji, Skandinaviji, Avstriji, Italiji, Franciji. Skratka, tega povečanja mi ne moramo prenesti nikamor, to bo zarezalo v naše poslovanje. To pomeni, na primer, v 10 letih eno novo valjarno na Jesenicah, eno novo težko kovačnico na Ravnah, pomeni, na primer, 150 delovnih mest novih v naši skupini ali pa 150 delovnih mest manj v bodoče, seveda, ker bo to dodatno otežilo naše pogoje poslovanja. To bi lahko prineslo, na primer, 6% višjo bruto plačanja zaposlenega na letnem nivoju. Skratka, tak dvig prispevka iz 1 100 000, kot smo ga plačevali v lanskem letu, na 3 900 000 enostavno ne moremo prenesti in ne vemo, kako ga lahko sploh kamorkoli preslikamo. Jaz bom zelo podobno kot kolega Šimonka, glede na to, da je aluminijska panoga zelo blizu tudi jeklarski panogi, povedal te stvari. Pri nas pomeni praktično ta obremenitev 100% dvig na področju dajatev, omrežninskih dajatev, kar pomeni, da bi morali vsled sprejetja te uredbe plačevati za 6,5 milijona evrov na letnem nivoju višje prispevke. Podobno kot v jeklarski, tudi v aluminijski industriji, glede na to, da se cene oblikujejo na mednarodnih borzah v Londonu, enostavno tega ne moremo prenesti v cene naših produktov. Naj ob tem dodam predvsem to, da izvozno naravnana panoga, tako kot mi smo, 85% izvoznik, pomeni velik doprinos za državo in če bomo za takimi ukrepi destimulirali izvozno naravnano gospodarstvo, bomo ne samo povzročili škodo temu gospodarstvu, ampak bomo ostali brez tovrstnega gospodarstva. Če se tudi jaz malo navežem na primerjavo za konkurenco, aluminijska panoga, Avstrija, Nemčija, tu, kjer je večji del naše konkurence praktično razbremenjena tovrstnih prispevkov. Nemci so kaj hitro pogruntali, da je potrebno svojo industrijo zaščititi, sploh v teh časih, ko je trg neprezanesljiv, in so jih razbremenili tovrstnih dajatev in davščin.
Na našem nivoju to pomeni, da bi vsled vseh oprostitev in bonitet, ki jih ima aluminijska industrija v Avstriji ali pa Nemčiji, če bi predstavili našo tovarno tja, plačevali za 20 milijonov evrov na letnem nivoju manj prispevkov oziroma bi imeli manjše stroške, posledično seveda bi lahko teh 20 milijonov evrov vložili v razvoj, kar je nekako normalna številka pri našem obsegu prometa 270 milijonov evrov za vlaganje v razvoj na letnem nivoju. Seveda si tega ob tovrstnih destimulacijskih ukrepih ne moramo dovoliti, kar pomeni, da ostajamo na tem nivoju, pa ne samo, da ostajamo na tem nivoju, kaj hitro bodo začela tudi zdrava podjetja, kamor Talum v tem trenutku še sodi, padati. Tega si enostavno ne smemo dovoliti in zaradi tega je potrebno skupaj z skupnimi napori, tako z Gospodarsko zbornico Slovenije in vsemi, ki v energetsko intenzivni panogi delujemo, vse napore usmeriti, da se ti vladni ukrepi spremenijo. Enostavno trg tovrstnih ukrepov in tovrstnih dajatev, ki so nam pripisane, ne prenese. Papirna industrija in pa z njo Paloma seveda je z uvedbo povečanega prispevka za obnovljive vire dodatno stroškovno obremenjena panoga, kjer je zelo izvozno usmerjena in ki le malo od tega prodaja v bistvu v Sloveniji in po teh naših okoliških trgih, se s tem, bom rekel, še dodatno bori za konkurenčno sposobnost na tujih trgih. Tako kot so kolegi iz kovinsko-predelovalne industrije povedali, tudi oni so izvozniki, na koncu koncev mi vsi, ki tukaj ustvarjamo nekaj in ki izvažamo bruto in dodajamo k bruto družbenemu produktu, ne pričakujemo nobenih daril vlade in vseh ostalih institucij, ampak vsi želimo samo enake in enakopravne ali pa fair pogoje poslovanja, kot imajo naši konkurenti na trgih, ker mi v bistvu prodajamo te naše produkte in pa storitve. Papirna industrija ni majhna industrija, na koncu njeni prihodki so okoli 730 milijonov, tega 550 milijonov izvoza, zaposlujemo 2000 ljudi in verjetno še trikrat toliko zraven pri vseh obrobnih dejavnostih. In komaj smo pred 6 meseci optimirali energetsko stroškovno učinkovitost na področju naravnega zemeljskega plina. Že nas je z uvedbo tega novega dodatka vlada nagradila in nam seveda, bom rekel, na drugi način poslabšala našo konkurenčno sposobnost. Mi kljub temu, da smo v bistvu energetsko sicer optimiramo naše stroške za nižjo ceno plina, še vedno plačujemo previsoko ceno. Samo preko Mure, bom rekel, 50 metrov od naše tovarne plačujejo naši konkurenti skoraj za 20 in 25% nižjo ceno plina. Se pravi, kako naj bomo konkurenčni, kako naj bomo investicijsko sposobni, kako naj bomo, bom rekel, naši osebni dohodki na ravni osebnih dohodkov naše konkurence. Saj ne da jamramo, od tega nas je že sram, ker zmeraj govorimo o negativnih stvarih, ampak, bom rekel, takšnih stvari si pa tudi, bom rekel, ne zaslužimo in na koncu se moramo proti temu boriti, ker tega, nažalost, trg ne razume. Prihajam pravkar iz enega od večjih papirniških sejmov v Frankfurtu. Ravno takrat je nemška vlada objavila tako imenovani Energiewendung, kjer je čez noč zamrznila obračunavanje teh prispevkov, saj ugotovila, da bi to predstavljalo prevelike stroškovne učinke na njihovo industrijo in s tem zmanjšala konkurenčno sposobnost. Njihova vlada je reagirala takoj, naša vlada pa je takoj tale ukrep objavila v uradnem listu, kar pomeni, da gre tudi operativno je sprejet in bo tudi obračunavan. In dokler bojo, bom rekel, bo naš javna uprava in ves ta proces in protokol uspela pripraviti spremembo vladnega ukrepa, bo seveda minil čas, čas pa za nas pomeni denar, denar pa pomeni za nas tudi seveda povečanje stroške in zmanjšanje konkurenčnosti. Kaj bo, če bo, ko bo, vam tega ne znam povedati, vendar želimo si, da bi vlada reagirala takoj in omilila posledice tega, bom rekel, zelo prehitro sprejetega ukrepa. Da se ne bom ponavljal, za julom pomeni to povečanje trošarin 360 000 evrov dodatnega stroška na leto. Jaz bi rad tukaj izpostavil še nekaj stvari, nas zelo skrbi, tudi na področju energentov, naš dobavitelj Par, tudi energent, toplarna Ljubljana, ki vemo, da v vseh teh letih se pripravlja na večje investicije v plin
še vedno deluje na premog tega, to ni bilo storjeno in se tudi tukaj bojimo, da ne bomo imeli kakšno slabo presenečenje, ker bo še dodatno obremenilo naše delovanje. Predsednik je omenil tudi bančni sistem, Evropsko investicijsko banko. Jaz bi rad tudi tukaj podčrtal, da pred, mislim, nekaj meseci je zelo pompozno naš bivši prvi minister Rop in vrhovi SKB banke zelo vehementno razlagali, kako je prišlo v Slovenijo 75 milijonov evrov še dodatnih, da je dala banka na razpolago gospodarstva. Jaz o tem nisem videl nič. Morda so druga podjetja pri tem nekaj imeli, ampak kar se tiče Julona, smo tudi glede celotnega bančnega sistema, vključno za to zadnjo operacijo, ki naj prinese nekaj pomoči in nekaj možnosti, da se dodatno financiramo, od tega nismo dobili nič, kar še dodatno otežuje delovanje podjetij v Sloveniji. Bi na koncu še dodal, sicer nekoliko delikatno vprašanje, vendar je prav, da ga tudi izpovem. Mi smo v zadnjih 12-18 mesecih imeli skupno več kot 10 inšpekcij. Jaz kot Julon, kot generalni direktor Julona, sem tukaj prisotno leta 1995. Jaz mislim, da od 1995 do 2010 nisem odvrgal inšpekcij. Kaj se tukaj dogaja? Spet ponovno novo vprašanje. Mi se inšpekcij ne bojimo, ker delujemo po vseh pravilih in se trudimo tako, da delamo bodisi na delovnem varstvu, pri delu, na okoljevarstveni problematiki in tako dalje. Delamo vse kot pravi zakon, ker se tudi ne moramo dovoliti drugače, ker smo še vedno tuj kapital v Sloveniji, mi smo domače podjetje. Verjamem, da smo zato tudi pod večjim dobrogledom, ampak to se mi zdi tudi zelo čudno. Ne bi želel, da bi se tudi skozi inšpekcije skušalo obremenjevati oziroma da bi se na račun napak, jasno, po vsakem delu se dogajajo, se tudi tukaj polno povečano. V tej skupini je Podelinka Perkemija izredno energetsko pomemben oziroma tudi potrošen segment. Za celo skupino nam tale dvig za obnovljive vire energije predstavlja skupaj 170 000 evrov dodatnega stroška. Od tega več kot polovico preide samo na Podelinko Perkemijo, ki pa zaposluje od skupno 2500 zaposlenih delavcev v Heliosu le 60 zaposlenih. To se pravi, da si lahko predstavljate, kako pomemben delež predstavlja ta strošek oziroma ta dvig za naše podjetje. Mi, tako kot vsi moji predhodniki, delujemo izključno na izvoznih trgih. Na izvoznih trgih ste od kolegov že slišali, da vse ostale države delujejo v prid svojemu gospodarstvu tako, da jih nekako zaščitijo pred ostalo konkurenco. Naša država pa deluje po našem videnju izključno in samo v korist polnjenja malhe. Na drugi strani se pa ne vpraša, kaj bo to prineslo za podjetja, za celotno gospodarstvo, za davkoplačevalce. In če bo šlo tako naprej, govori se tudi o povečanju trošarine, lahko pričakujemo, da Podelinka Perkemija v portfelju novega lastnika, kamor bomo skoraj sigurno prešli v naslednjih 3 do 6 mesecih, lahko izgine. Zakaj izgine? Zato, ker nesmiselno je dajati za energijo tako više stroške, kot bi lahko ugotovili. In tukaj se dejansko bojimo, kako se bo zadeva razvila po lastniškem preoblikovanju Heliosa. Tukaj bi poudaril še eno dodatno stvar. Država v tem letu išče vse možne načine polnjenja državne malhe. V letošnjem letu, kot ste rekli, so nam dvignili tudi stroške za vodarino, kar nam predstavlja 25 000 evrov. Morda za neko veliko firmo to ni veliko,
vendar govorimo tukaj o 170 tisoč evrih, tam o 25 tisoč evrih, na koncu dobička ni več. Poudarjam še to, da v lanskem letu smo zaradi tega, ker smo energetsko intenzivno podjetje in močno odvisni tudi od zemeljskega plina, ki nam predstavlja v strukturi kar 54% stroškov repromaterialov, znižali plače na nivo, ki je za 7 do 12% nižji od predhodnih obdobij, zato da bi si nekako zagotovili nadaljno življenje, preživetje, potem pa pride država vehementno z novo takso in pobere vse tisto, kar smo si morda pridelali. Tako da upam, da na drugi strani najdemo sogovornika in da se bo ta taksa lahko anulirala in pa pričakujemo tudi vračilo za te mesece, ko to takso bomo plačevali. Toliko z naše strani. Hvala lepa. Lep pozdrav vsem skupaj. Moramo se zavedati, da vse to, kar so govorili kolegi, predhodniki, se nekako obremenjuje tudi živilsko industrijo, živilsko panogo, da bomo občutili tudi takšne obremenitve. Kar se tiče pa predloga davka na sladke pijače, pa moram reči, da nas na eni strani nas je strah, oziroma se bojimo. Strah nas je zato, ker takšne ukrepe, bom rekel, predlagajo tisti, ki bi morali v bistvu igrati vlogo regulatorja, ki bi mogel, skratka, njihovi predlogi bi morali v nam gospodarstvenikom, proizvajalcem dajati možnost, da živimo v nekem ravnovesju, da proizvajamo, prodajamo, dajemo tudi pač tisto, kar lahko dajemo. Zakaj se bojimo? Bojimo se zato, ker se zavedamo posledic. V pivovarni industriji že doživljamo eno bolečino, kar se tiče teh trošarin na pivo, ki je alkoholna pijača, plačujemo visoke trošarine že leta. Te trošarine so sprva neusklajene, kar se tiče, tudi naših sosednjih držav, skratka tudi prostorsko gledano smo nekonkurenčni in praktično se zavedamo tega, da so končne posledice takšne, da je današnja struktura v prodajni enoti naše osnovne pločevinke med prispevki in med tem, kar ostane nam je, da se bližamo 50%, da rečem, vseh obdavčitev, kar se tiče davkov, to se pravi trošarin, davka na dodano vrednost in ostalih prispevkov. Končna posledica tega je ta, da to pločevinko danes na eni strani Gorice kupite za 1,09 €, na drugem koncu, na italijanskem pa za 84 centov. To pomeni, da s takimi ukrepi, kot je tudi ta predlog davka na sladke pijače, država ne analizira končnih posledic, ampak sprejema kratkoročne učinke. Ta trošarina konkretno za nas pomeni, da bomo na letnem nivoju obremenjeni za dodatne 3 milijone evrov direktno s trošarino, da bomo dodatno, glede na to, da bo ena od posledic sigurno padec prodaje, izgubili prihodek v višini 2 milijona evrov in da nadaljujem še, kaj to pomeni v celotni verigi, se pravi, kaj pomeni to do verige dobaviteljev, kaj to pomeni do naših kupcev in kaj to pomeni tudi za vas potrošnike, ker to pomeni absolutno, da se bojo cene maloprodajne povečale. Mi ocenjujemo, da bo ta cena zrasla med 10 in 20% in to pomeni, da se nam pač ta kupna moč, ki ni blesteča v Sloveniji, še zmanjšala in da enostavno nas država, rečem, pošilja zopet v nakupe čez mejo, ker, kot sem prej povedal na primeru piva,
so pač te cene, bom rekel, tam ugodnejše. Skratka, mi absolutno ne moremo sprejemati takšnih predlogov, kot je ta davek iz naslova, da je nepripravljen, da je neusklajen in da skratka nima nobenih od teh učinkov, ki jih navaja kot argumente, se pravi ne zdravstvenega, ne ekonomskega, jih ne bo dosegel. Lep pozdrav tudi v mojem imenu. Dejansko se pridružujem mnenji in pa rečenemu vseh mojih predhodnikov, še posebej kolega Zupina, ki je tudi v naši prehrambeni industriji, oziroma živilsko-predelovalni industriji. Kot omenjeno, dotaknil se nas je tudi prispevek na obnovljive vire energije. To je sicer v skupino Pivovarno Laško recimo manjša bolečina, cirka 400 000 evrov. Konkretno bo omenil davek na sladke pijače oziroma davek na sladkor, tako imenovani, ki pomeni za cirka 30% proizvodov, ki jih proizvede Radenska kot glavni polnilec vod, dejansko tudi del pijač za sladkorji in sladili. Pa pomeni ta dodaten davek 2 milijona dodatnih stroškov, ki niso planirane, niti ne vemo, ali bo jih moč dejansko prevaliti na končnega potrošnika, ker nekako jih bomo mogli. Nonsens oziroma nesmisel tega davka oziroma nepremišljenost se kaže tudi v tem, da izračuni, ki se jih dejansko še iz tega predloga niti točno ne da izračunati, mehanizmi niso točno določeni, predstavljajo na primer na določene pijače sama dajatev 3-krat večjo vrednost, kot pa je prodajna vrednost litra pijače. Konkretno prodamo mogoče liter pijače za 10 centov, dajatev na to samo pijačo pa je 30 centov. Kot omenjeno, ugotavljamo, da bo verjetno te dodatne dajatve oziroma stroške potrebno prevaliti na potrošnika, ki pa je fleksibilen. To pomeni, da bo verjetno ali iskal alternative ali pa odšel po nakupih v sosednje države, tam je pač mu to omogoča legal in ker sosednje države, recimo Avstrija, Italija, teh dajatev ne poznajo. Sicer nekatere tuje države, na primer Hrvaška, te davke poznajo, davke na sladkor, vendar v občutno nižji meji oziroma po nižji stopnji kot pri nas. Tole z moje strani. Če bi dober igralec, bi naredil tako obraz, ki ga je gospod minister željal na enem televizijskem intervjuju rekel, zelo sem zaskrbljen. Tudi mi smo zelo zaskrbljeni, ker nekega 2. januarskega smo dobili dani 15 000 evrov teh dajatev na elektriko več, ampak to se nam zdaj že kar malo zdi, ker nam grozi 2,5 milijona trošarinskih dajatev, ki jih država pripravlja. A bo to potrošnik plačal, tudi če bo potrošnik plačal, sam vsi vemo, da je denar žal v omejenih količinah in bo pač nam zapravljen. Zaskrbljeni smo pa tudi zato, ker ta skrb za zdravstvo države, neki zelo skrbi za naše zdravstvo. Vsi vemo, ko imamo otroke doma, da s nekimi kaznimi ali pa prepovedovanjem zelo malo dosežemo. In z višjimi cenami noben ne bo manj pil. Mislim, bo manj pil, ker ne bomo imeli denarja več kupiti. Zato je ta pot za zdravstvo popolnoma zgrešena. Namesto, da bi se lotili neke preventive ali pa učenja zdravega življenja, pa bi lahko tudi take pijače pil, pa normalno jedli tudi vso hrano, bi kontrefekt. Tako da zelo sem zaskrbljen. Hvala lepa. Dobar dan vsem skupaj tudi z moje strani. Prihajam tudi iz podjetja Vitalne Strinje, ki je sestavni del koncerna Pivovarne Laško Grup. Mi smo sicer najmanjša članica, vendar edini, ki proizvajamo zgolj in samo sladke, brezalkoholne pijače z dodanim sladkorjem ali sladili. Nimamo v svojem portfelju vode. Zato moram reči, da smo še posebej zaskrbljeni, ker ta davek nas bo obremenil konkretno na celem proizvodnem programu. Delujemo na kozjanskem delu, kot veste, še bolj kot ne edino delujoče podjetje smo tam in ta davek, ki se nam zdaj prikazuje v taki obliki, ki je predlagan, je za nas z enim stavkom pravi pokop.
Mi proizvedemo letno cirka 11 milijonov litrov različnih brezalkoholnih pijač, od tega 70% trgovskih blagovnih znamk, ostalo je naša lastna blagovna znamka Frugi. In iz te prodaje nekje 4 milijone 700 evrov prihodkov, davek v predlagani obliki nas bi pa obremenil nekje 4 milijoni evri. To nikakor ni možno zdržati, tako da v Vitalu sploh ne vidimo, da bi bil to padec samo 11% prodaje. Neki proizvodi, kot je že kolega omenil, se bodo podražali več kot 100%. Morate vedeti, da tisti proizvodi, ki so danes 2 litra, stane nekje 33 centov na polici, je potem 1 evro, kar je totalno nesprejemljivo in te bomo absolutno ukinili. Tudi s trgovci smo že imeli razgovore, če bo v tej obliki to nikakor ne bo. Tako da za nas je to pogubno, če bo v tej obliki. Mi 36 ljudi zaposlujemo, absolutno bomo odpuščali, če bi bilo v tej smeri, ker ne vidimo, da bi lahko nadomestili v kakšni drugi zadevi. Lep pozdrav sem skupaj, zadnji sem v tej verigi, veliko je bilo povedenega, z vsem se strinjam, ampak vseeno bi dodal samo še par zadev iz našega vidika. Pač podjetje Uskok, polni blagovno znamko Kostela, vsi ostali imajo blagovno znamko in vedno podjetja, zato sem pač povedal, da veste, za katero skupino veliko gre. Namen uvedbe davka na pijače, se pravi z namenom skrb za zdravje in pa večanje državnega proračuna, mislim, da ne eno, ne drugo pač ta davek ne bo prinesel. Prinesel bo pa gospodarstvo in bom rekel naši branži kar zelo, zelo velike težave. Kot so predhodniki rekli, so zaskrbljeni, seveda smo vsi in to zelo. Ocenjujemo, da nam bo padla prodaja za približno 20–30%, s tem seveda tudi proizvodnja in posledično vsi, ki so v tej naši verigi dobavitelji. S tem, seveda, ko ti pade proizvodnja, se ti povečajo proizvodni stroški na enoto proizvoda, saj v tistem fiksnem delu, kar pomeni takojšno nekonkurenčnost napram izdelkom, ki bojo prihajali na naš trg od kjerkoli, ali pa gremo lahko tudi kupiti kamorkoli, sej Slovenija je majhna. Povečala se bo seveda izguba. Zakaj? Nihče od nas nima rezerve v ceni, da bi lahko ta davek nekako ukalkuliral. Na drugi strani, kot je bilo rečeno, bo padla seveda prodaja, ker kupec ne bo pripravljen prenesti te cene, vkolikor jo bomo ugradili. Če pa ne bomo ugradili, je pa seveda nominovno povečanje izgube, borimo se vsa leta za njo, nekje smo na meji, da izplavamo. Ta zakon bi nam prinesel približno 670 tisoč evrov dodatne izgube. Kar je pa najhujše, mislim, da so kolegi preskočili, je pa problem likvidnosti. Trošarino bo treba odvajati mesečno, tako kot se odvaja DDV. Ne glede na to, kdaj dobimo mi, proizvajalci in prodajalci, od trgovcev blago plačano. Že sedaj imamo vsi likvidnostne težave, te bojo pa seveda prišle, mislim, to likvidnost spravlja v situacijo, ko bomo popolnoma nelikvidni. In podjetje iz pač Skok je edino podjetje v občini Kostel. Zaposluje 15 ljudi iz tistega predela in takšen ukrep lahko pomeni, da je ena takšna proizvodnja lahko tudi ugasne. In mislim, da bi morala država imeti vse te stvari v vidu. Davki, kot je rekel predsednik Milič, pač so namenjeni polnjenju državnega proračuna zato, da povežejo konec s koncem. Ampak konec s koncem moramo povezati tudi mi v gospodarstvu in če ga ne bomo povezali, ne vem, kdo bo ta državni proračun polnil. Hvala.